Katero napako ljudje najpogosteje naredimo, ko opremljamo stanovanje? Zabijemo ga s pohištvom, katerega v resnici sploh ne potrebujemo. In takšno je bilo tudi stanovanje starejše gospe, ko je vanj prvič vstopila arhitektka Marjetka Pajk. Za začetek je iz njega odstranila vse odvečno. Potem je omare iz osrednjega prostora umaknila v spalnico in zgradila drugi vhod v stanovanje. Videti je v bistvu prostoren, čeprav v resnici majhno stanovanje. Ima zgolj nekih 42 kvadratov. Kako ste uspeli doseči ta učinek? Stanovanje je res majhno po kvadraturi, ampak ni tako majhno, ko ga opremljaš, dobiš v njem vse tisto, kar potrebuješ. Pa je bilo treba še kaj poseči v sam prostor, ali so bili že prostori že originalno taki, že v osnovi začrtovani, kot jih vidimo danes? Prostor je bil načeloma tako začrtovan, vendar je bil ta del, kot pravim, opredeljen z omaram sredinski, tako da prav zazidanega ni bilo nič. Je pa deloval tesnjeno, majhni prostorčki so postali zaradi slabih tlorisnih rešitev, tako da kakšnih večjih posegov takih tukaj ni bilo. Videti je tudi precej svetlo stanovanje, je relativno podolgovato, pa ima zgolj eno okno. Ja, okno je res samo eno in z tega okna tukaj v najini bližini se razprostira čudovit pogled ven. Tako da jaz sem vedela, da bo malo težave, vendar se je rešilo to z zadostnimi stropnimi svetilkami, z dobro osvetljenimi ključnimi deli, kot je kuhinjski del, jedilna miza in pa z dodatnimi svetlobnimi elementi, kot so namizne in stoječe luči vzdolž celega prostora. Pričakovali bi, da bo arhitektka stanovanje za starejšo lastnico opremila v umirjenih tonih. Naredila pa je ravno nasprotno. Ampak nekaj te svetlobe, recimo temu, poje tudi črna barva. Ja, res je črna barva, ker ljudje imajo predsodke pri uporabi te barve v stanovanjih, vendar sem jaz črno barvo tukaj noter videla ravno zato, ker je stanovanje staro, ima dosti visoke strope in v kombinaciji z belo ne deluje temna. Sploh pa z dodatki v rumeni barvi, ki sem jih izbrala, je, mislim, doseženo tisto, kar smo si zastavili za cilj. Včasih je res dovolj čist nekaj malega, da tisto monotonost ali pa neko temno barvo, kot zdaj midva govoriva o tej črni, spremeni in jo naredi iskrivo, živahno. Če se stanovalka ni prestrašila črne barve, se seveda tudi vijolične stene v spalnici ni. Ali pa tapet z živahnim vzorcem v dnevni sobi. Tudi obarvana niša v kopalnici se je takoj priljubila. Precej moderno stanovanje je bilo gospe kmalu tako domače, kakor nekoč njeno staro.